Zelena luč. Zdravo! Zelena luč je nazaj, pozdravljam vas, Jan Grilc. Po poletnem premoru, ki smo ga očitno po večini preživeli v kolonah na avtocestah, je spet čas za razmisleke o tem, kako promet narediti bolj trajnosten, ter ob tem olajšati življenje prebivalcem mest in podeželja. Teme, ki jih bomo odpirali v oddaji, bodo spet imele skupni imenovalec. Cilj spreminjanja prometa je bolj kakovostno življenje ljudi, v katerem premikanje ne pomeni le izgube časa, denarja in zdravja. Zapodimo se torej v novo sezono, imamo zeleno, gremo! Zelena luč se je na valu 202 prižgala, ker smo sledili dokaj enostavnemu razmisleku. Slovenski prometni sistem je očitno v težavah, ceste so prepolne, javni promet podhranjen in možnosti za aktivno premikanje okrnjene zaradi pomanjkljive infrastrukture. Na kakšen način ga torej spreminjati, da bo lahko možnost premikanja enako dostopna vsem, da bo promet bolj varen ter da zmanjšamo njegov vpliv na okolje in podnebje? Promet je namreč sektor, ki ustvari največ toplogrednih izpustov v Sloveniji. Imamo več kot 1 200 000 registriranih avtomobilov, torej 6 avtov na 10 Slovencev. Več kot 2/3 vseh poti opravimo z avtomobilom. Povprečen Ljubljančan v zastojih na leto izgubi 60 ur, povprečen Mariborčan pa 38. Z javnimi prevoznimi sredstvi opravimo manj kot 5% vseh poti. Priložnosti za izboljšave je torej veliko na različnih področjih. V zeleni luči smo odgovore na te izzive iskali pri strokovnjakih z različnih področij, pri potnikih in pri odločevalcih. Tako bo tudi letos. Temu bomo dodali še kar nekaj reportaž iz tujine. A nova sezona prinaša tudi nekaj novosti. Najbolj opazna bo pri strokovnih sodelavcih oddaje. Imamo 3 nove strokovnjake, ki bodo s svojim znanjem popestrili izbor tematik in dodali vpogled v aktualno dogajanje na področju prometa. V prvi oddaji, ki hkrati služi tudi kot uvod v Evropski teden mobilnosti, bomo z Matevžem Obrehtom, Markom Kovačem in Špelo Berlot Veselko zato pregledali nekaj perečih problematik slovenskega prometnega sistema. Spoznajmo najprej Špelo Berlot Veselko. Sem direktorica Cipres Slovenija, Društva za varstvo Alp in koordinatorica Koalicije za trajnostno prometno politiko. V Koaliciji za trajnostno prometno politiko so zbrani posamezniki in organizacije, ki skozi sodobno razmišljanje skušajo doseči spremembe v slovenskem prometnem sistemu. Špela Berlot Veselko živi v Ljubljani, največ se prevaža s kolesom in z javnim prometom. Pravzaprav se mi zdi, da se v Sloveniji premalo zavedamo, kako dobro bi lahko živeli, če bi se razbremenili odvisnosti od avtomobila. In vedno znova, ko grem v alpske države pogledati, kako je organiziran promet drugje, doživim en občutek, da je v Sloveniji res še en velik potencial, ker sem osebnostno usmerjena k temu, da pač rada rešujem probleme, pa pač vidim neke potenciale za izboljšanje, je to res tema, ki me tudi osebnostno odgovarja. Torej, kako trenutno stanje slovenskega prometnega sistema, recimo, če vprašam pavšalno, vpliva na okolje in podnebje in katere pozitivne in negativne trende morda opažate? Ja, meni se zdi, da si moramo Slovenci priznati, ali pa se moramo najprej zavedati tega, da v Evropi res največ denarja porabimo za mobilnost. Se pravi, največji odstotek plače, ki jo prinesete domov, ne date za hrano, ne date za obleke, ne date za potovanje, ampak date za to, da pač se lahko sploh premikate. Se pravi, da greste lahko v službo, da lahko greste v šolo, da lahko opravljate osebne potrebe. In to je ta trend, ki se povečuje, se pravi, vedno več denarja dajemo za to in če bi imeli prometni sistem drugače oblikovan, bi lahko te stroške znižali. Pozitivni trendi, ki jih pa opažam tako na ulici, vidim to, da je vedno več staršev, se mi zdi, da staršev, ki iščejo rešitve v nekih, recimo, prikolicah, tovornih kolesih, se pravi, nek drug način premikanja otrok po Ljubljani, ker so pač ugotovili, da 2 avtomobilov ali ne potrebujejo, ali pa da je pač to v bistvu nonsens. Drugo, kar pa beremo v časopisih, ali tako je pa, da ljudje vedno bolj, v bistvu potniki, da vedno bolj izražajo neko potrebo po tem, da je treba izboljšati kakovost storitve javnega prevoza in postajajo vedno bolj glasni in vedno bolj zagrenjeni. In mislim, da je to treba nekako
te ljudi podpreti in vplivati res, da se bo storitev javnega prevoza izboljšala. Po vašem videnju, kaj v bistvu trenutno najbolj potrebujemo v Sloveniji? So to veliki gradbeni projekti, so to morda majhni, ampak ciljno usmerjeni ukrepi ali pa morda spreminjanje mentalitete potnikov, odločevalcev? Jaz mislim, da je res pomemben ta miks, se pravi vsega tega, kar ste našteli. Se mi zdi, da v Sloveniji rabimo proof of concept. Če povem eno anekdoto iz Južne Tirolske, zgodbo iz Južne Tirolske. In sicer na Južnem Tirolskem so leta 1991 dobili v upravljanju pač vso infrastrukturo, ki je bila prej pod Italijo. In je regija se odločila, da bo eno železnico, ki je bila prej opuščena, ponovno revitalizirala. Namesto da bi pač zgradili avtocesto oziroma neko hitro cesto, so se odločili za obnovo, jo v 5 letih obnovili, leta 2005 nazaj lansirali na trg in naredili res dobro storitev. In so rekli, mi bomo samo obnovili, mi bomo pač res dobro to naredili. To je tak nivozni rek, vlaki so on time, čist ful dobri vagoni z velikimi panoramskimi stekli, ker so razmišljali in o turistih in o pač vsakdanjih ljudeh in tako naprej. In ko se je to v tej dolini zgodilo, to je Alpska dolina, tako da bi rekel recimo pri nas, Kamenk, ajde. Ko se jim je to zgodilo, so vse ostale doline hotele enak. In zato lahko danes na Južnem Tirolskem opazujemo v bistvu res visoko stopnjo javnega prevoza, kakovosti storitve, kolesarjenja vsega tega, ker se jim je zgodil proof of concept. In jaz mislim, da v Sloveniji rabimo ne samo odločevalcem, ampak tudi ljudem pokazati, da se to da. In če bi bila jaz imela pač neko škarje in platno v rokah, bi rekla, ok, dajmo zdaj mi, imamo že vse študije in vemo, odkot največ potnikov recimo prihaja v Ljubljano in bi rekla, ok, dajmo se mi usmeriti na koridor Kamnik-Ljubljana in dajmo tam res izboljšati kapacitete, ful dobro skomunicirati z ljudmi. Vse narediti, da tudi te ljudje, ki bojo prišli v Ljubljano, da jih prevzame LPP on time. V glavnem pač usmerimo se na eno pilotko in se naučimo na tej pilotki, kaj deluje in kaj ne deluje, naštudirimo in pol to dajmo na vse ostale krake aplicirati. In ko bojo ljudje, se pravi recimo Kamenčani ali pa Grosupeljčani ali pa Kranjčani ugotovili, da zadeva funkcionira, bojo tudi drugi Slovenci to hoteli. In ko se bo to zgodilo, se pa zgodi shift od tega, da ti pač ne greš več širiti cest in začneš pač res vlagati v JPP, ker imaš manjši interes strani voznikov, ker se pač spremeni način, kako ljudje prihajajo na delo, v šolo in tako naprej. To so bili torej uvodni razmisleki strokovne gostje Špele Berlot Veselko. Naslednji raziskovalec, ki bo letos z nami v zeleni luči, pa je dr. Marko Kovač. Delam na Centru za energetsko učinkovitost, Inštitutu Jožef Štefan. Največ se raziskovalno ukvarja z mobilnostjo, ima izrazito veselje za napredne tehnološke rešitve. Okrog se prevaža z električnim kolesom in avtomobilom, rad ima zgodbe o vozilih in premikanju. Tako pa gleda na trenutno stanje prometa v Sloveniji. Dejstvo je, da promet v Sloveniji narašča. Lahko se nekako tega lotimo tako, da poskušamo količino prometa zmanjšati ali pa povečati količino cest. Se mi zdi, da vsa ta enostavni odgovori grejo ali v eno ali v drugo smer. Spremenimo celo državo cesto, pa smo zadovoljni, ali pa vzamemo vse avtomobile in bomo tudi zadovoljni. Zdaj nekje največ vmes je ta optimum, problem je pa, ker je polje precej veliko. Se mi zdi, da se moramo začeti počasi zavedati, da je to vprašanje precej kompleksno, da tudi drugje po svetu se tega niso lotili na en način, ampak posod gre za neko kombinacijo ukrepov, javni potniški promet, zavirati uporabo avtomobilov čisto za vsako stvar, spodbujati aktivno mobilnost, to je ali hoja ali kolesarjenje. Zelo hitro rečemo, spodbudili smo nekaj, pa smo že naredili. Problem je to, da moramo te zadeve tudi narediti, da so vabljive. Kaj nam pomaga kolesarska steza, recimo, če se konča z zidom, ali pa kaj nam pomaga pešpot, če je polna luž. In tudi kaj nam pomaga kakšna cesta, če se vsake 3 metre semafor, da je noben noče uporabljati. Nekako je treba ne samo ugotoviti, kaj rabimo, ampak to tudi izvesti na nekakšen način, da bomo potem uporabljali infrastrukturo. Ker se mi zdi, da najslabša infrastruktura je tista, ki se je ne uporablja. Tudi pri javnem potniškem prometu. Najdražji avtobus je avtobus, ki je prazen, ki laufa gor pa dol. Sej je zelo malo problemov s potniki v takem primeru, ampak nekako se mi zdi, da ni to
tako učinkovitost, v katero bi radi šli. Ne. Hočemo narediti življenje nekako bolj prijetno za vse. Napisali ste tudi knjigo o prometu na Slovenskem, s tem se ukvarjate tako profesionalno, kot tudi v prostem času, pišete tudi svoj blog. Zakaj vas mobilnost tako privlači? Zakaj vam je zanimiva? Zaradi tega, ker sem bil kot mulc, je bil bicikel tako nekako idealno sredstvo, da pobegnem nekam, da sem lahko s svojimi mislimi. Tudi pol, recimo kasneje na faksu, se spomnim, da sem zarubil babičin star kolo, ki je bil približno toliko rjast, da se nobenega upal niti v krst, ker je rabo najprej se cepati proti tetanusu, če je hotel zajahati tisto zver. Ne vem, nekako se mi je zdelo, da se da na nek tak način, da se premakneš z kraja A v kraj B, pobegati vsak dan. Študiral sem tudi na fakulteti za strojništvo, vozila, potem delal v podjetju, ki smo delali za avtomobile in tako naprej. Dr. Marko Kovač z Inštituta Jožef Stefan je tudi avtor odlične knjige, ki vam jo ponovno toplo priporočamo branje. Ima naslov Pospeševanje skozi zgodovino, avtomobili med stereotipi in statistiko. Še tretji strokovni sodelavec nove sezone Zelene luči pa je dr. Matevž Obreht. Sem izredni profesor in predstojnik katedre za upravljanje in vodenje v logistiki in oskrbovalnih verigah. Deluje na fakulteti za logistiko, ki je del Univerze v Mariboru, nahaja pa se v Celju. Raziskujejo mnoge vidike sodobne mobilnosti, tovornega prometa in uvajanja novih tehnologij v transportni sistem. To so torej področja, kjer je priložnosti za spremembe veliko. Dr. Obreht je zavzet kolesar, v službo se vozi z vlakom ter to priporoča tudi svojim študentom in sodelavcem. Pa zdaj morda še eno tako na prvi pogled enostavno vprašanje, ampak glede na to, da ste profesor, me zanima vaš odgovor. Zakaj vas zanima mobilnost? Mobilnost, zakaj? Če tako rečem, mobilnost je dejansko edino področje ali pa transport je edino področje, kjer izpusti emisij in pa onesnaževanja okolja vztrajno in konstantno narašča. Zgradimo zmeraj več stavb, načeloma tudi število prebivalcev v Sloveniji rahlo narašča, ampak vseeno ogrevanje postaja vedno bolj učinkovito. Uporabljamo obnovljive vire, stavbe so zmeraj bolj izolirane, kar pomeni v ogrevanju poraba energije pada. Industrija je tudi zmeraj bolj učinkovita, uporabljajo novejša, učinkovitejša postrojenja. Torej, industrija porablja manj energije, spušča manj emisij. Kmetijstvo enako. Promet pa, na primer, zmeraj bolj narašča. In naša tendenca je seveda prispevati k nižanju okoljskih vplivov in to lahko naredimo najboljše tam, kjer še ni bilo dovolj narejenega in kjer je še veliko potenciala. Kakšne spremembe bomo pa morali uvajati v tovorni promet, da bo stanje v slovenskem prometnem sistemu recimo čez 10 let boljše? Tovorni promet, na tovornem prometu se kar nekaj dela, spreminja. Zdaj smo seveda v enem takem, bom rekel, rahlem krču, zaradi tega, ker se obnavljajo železnice, glavna železniška postaja v Ljubljani, avtoceste, še kakšne magistralke in ugotovilo se je, naprimer, da se je zdaj šlo v preveč prenov sočasno in zato dostikrat imamo seveda poznane težave, da v vrsti stojimo in nimamo neke alternative, kako priti od točke A do točke B. Tako da, ko bodo seveda te investicije izvedene, mislim, da bo situacija mnogo boljša. Seveda pa moramo še več vlagati v povezljivost različnih aplikacij, različnih načinov transporta, torej intermodalnost, spraviti čim več tovora na železnice. Opažamo, da dosti veliko podjetij, ki so v preteklosti imele večji delež tovora na železnicah, grejo spet nazaj na tovornjake. Vzrokov je seveda več, seveda pa svetujem vsem transporterjem, da vse enkrat probajo, tudi manjšim transportnim podjetjem, da probajo mogoče tovor poslati kam po železnici, da se vidi, na kak način to poteka, zaradi tega, ker velikokrat opažamo, da je nepoznavanje
ponudbe železniškega prometa tista glavna ovira, zakaj preveč tovora ne gre na železnice. Zdaj ste omenili tiste velike gradbene projekte, ki so dolgotrajni in tudi zelo dragi, ampak v mobilnosti pa poznamo tudi take hitre, poceni in enostavne ukrepe, ki bi jih tudi že lahko uvedli in bi prinesli izboljšave. Imate kakšnega takega na zalogi? Ja, teh ukrepov je kar nekaj, ne? Tako kot sem omenil, ko na fakulteti več nismo imeli brezplačnih parkingov, parkirišče stane 2,5 € na dan in za 2,5 € na dan je kar veliko sodelavcev in sodelavk si kupilo letne vozovnice za vlak, kar pomeni, spodbuda je bila zelo majhna, ne? Praktično za malenkost več kot 1 kavica na dan, pa so se potovalne navade spremenile, čeprav so bile prej globoko zakoreninjene in Bog ne daj, da bi kdo razmišljal o tem, da ne bi prišel z avtom. Ne? En zelo zanimiv ukrep je tudi naprimer v tujini, ne? Kjer so spodbujali kolesarjenje na tak način, da so zaposlenim je podjetje izplačalo potne stroške v primeru, da pridejo na delo z kolesom, v primeru, da pa pridejo na kak drug način, pa potnih stroškov niso dobili. Ne? To je seveda znana država Nizozemska. Tako, spoznali ste uvodna razmišljanja 3 strokovnih sodelavcev oddaje. Zdaj pa naprej. Čas je, da razbijemo še en mit o mestih. V prvih 4 oddajah sezone bodo sodelavci Inštituta za politiko prostora ovrgli nekatere trditve, ki so se kar ukoreninile v površno razmišljanje o prometu in mestih. Prostor je, kot vemo, v mestih zelo omejen in dragocen. Zato je pomembno, kako razmišljamo o prostoru in za kakšne rabe se odločamo. Ker smo v času, ko otroci pridobivajo svoje mobilnostne navade, bo prvi mit razbila Maja Simoneti, krajinska arhitektka z Inštituta za politike prostora. Imamo en mit. Otroci ne razumejo prometa in prostora, zato njihovo mnenje enostavno ne šteje. Ne bi moglo biti dalje od resnice. Otroci zelo dobro razumejo, kaj se v prometu dogaja, so aktivni udeleženci v prometu, ves čas pravzaprav od malega sodelujejo v prometu, v začetku skozi igro, ker je to njihov način življenja, ampak v resnici ves čas ne raziskujejo okolico in druge ljudi in se zelo dobro zavedajo, kaj se sme, kaj se ne sme, kako se ravna, to se zelo hitro postavi in tudi zelo dobro se zavedajo, takoj ko so naprimer mali šolari ali pa že v vrtcu, kaj je povezano z zdravjem, da so avtomobili lahko tudi zdravju škodljivi, da so lahko nevarni, da so tukaj nesreče, da je tukaj onesnažen zrak in podobno. Tako so pravzaprav zelo ozaveščeni udeleženci v prometu. Njihova šibka točka je, da jih v glavnem zelo redko vprašamo, kako se počutijo v prometu, kaj jih skrbi, česa jih je zares strah, kje se slabo počutijo in zakaj se slabo počutijo. Ko jih to vprašamo, smo praviloma odrasli zelo presenečeni. Od tega, kako lucidni opazovalci so in tudi na kaj opozarjajo. Predvsem so oni drugačni od odraslih. Otroci niso mali odrasli, ampak so drugačni, kar pomeni, da je njihovo telo manjše, da so njihove oči na drugi višini in tudi seveda naše upoštevanje tega udeleženca v prometu je bistveno slabše kot pa naprimer upoštevanje odraslih. Že odrasli pešci in kolesarji, vemo, imajo težave, otroci imajo še večje težave in tudi poročajo, da jih šoferji priganjajo na prehodu čez pešce, da jih ne upoštevajo, da ne morejo s kolesom na cesto, ker je prenevarno in seveda cesta sama po sebi ni nevarna, nevarni so jim pravzaprav šoferji v avtomobilih. Tako da, ko se z otroci pogovarjamo, oni rečejo, ja, ne, to ni nevarna pot, tisto, kar je v šolskem načrtu varnih poti zarisano. Tukaj je nevarno, tukaj čez parkirišče je res nevarno iti, ker so avtomobili zelo veliki, nas ne vidijo in pravzaprav ne vemo, kje naj gremo čez, kako naj ga prečkamo, ker slovenska parkirišča zaenkrat še nimajo zarisanih poti, kako naj pešec prečka. Parkirišče si vsak sam išče pot. Odrasli se vidimo, medtem ko otroci pogosto so nižje od vidnega polja šoferja in se tega tudi zavedajo. Kar je pomembno vedeti, je, da se oni zavedajo svoje majhnosti, svoje slabše vidnosti in tudi te naše slabše pozornosti, če hočete, do njih. Ja, ko se pogovarjate z otroki o njihovem videnju prihodnosti mobilnosti, a si otroci želijo letečih avtomobilov, a denimo več koles? Ja,
Dobro vprašanje. Otroci bi daleč najraješ hodili v šolo s kolesom. Tako da tukaj niso veliki utopisti ali pa vizionari, kolo je očitno, bom rekla, potovalno sredstvo svobode in velika želja slovenskih otrok. Velika večina, govorim zdaj, tukaj gremo čez 70% otrok, si bi želela v šolo prihajati s kolesom. Nimajo pa vsi te možnosti. Ne, zelo majhen delež otrok lahko prihaja v šolo s kolesi. Tukaj je vprašanje varnosti izjemno. Veliko to pomeni tudi, da če bi otroci organizirano hodili s spremstvom, je stopnja varnosti, ki jo moramo zagotavljati, tako visoka, da je to skoraj nemogoče organizirati. Samostojno pa, veste, najprej kolesarski izpit, potem pa na kolo, ampak še tukaj so starši izredno skrbni in redko kje uspemo doseči to stopnjo varnosti. Tukaj je, bom rekla, točka optimizma nižanje hitrosti v naseljih, in s tem, ko znižamo hitrost, ko rečemo, da bomo vozili 30 na uro, damo vedeti šoferjem, da to pravzaprav delamo ravno zaradi teh udeležencev v prometu, ki so odvisni od naše pozornosti. Otroci torej vedo, kakšne načine premikanja bi imeli radi, le vprašati jih je treba. Tako pa smo s prvo zeleno lučjo v sezoni začeli Evropski teden mobilnosti. Časa za razmisleke o načinu premikanja je dovolj, da se do ponedeljka 22. septembra lahko odločite, kako boste preživeli dan brez avtomobila. Takrat se nam pridružijo 3 študenti, ki so na lastno pest razvili najbrž najboljšo aplikacijo za iskanje vseh mogočih načinov prevoza v Sloveniji. Do takrat pa lahko v podkastu Zelena luč prisluhnete izjemni zgodbi Martina Šolarja, ki je dodobra preizkusil sistem javnega prometa v Sloveniji. En teden se je na vseh poteh premikal brez avtomobila in popisal pestre izkušnje, tako lepe kot slabe. Vaše zgodbe o javnem prometu nestrpno pričakujem na naslovu jan.grilc@rtvslo.si. Do prihodnjič pa vam želim čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav! Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.